Žan, gremo najprej komentar skupine B. Ja, vsekakor je to skupina, kjer se bo tudi Slovenijo nekaj vprašalo, kjer smo že večkrat pokazali, da se lahko kosamo proti vsakemu. Mislim, da bo izjemno pomembne tudi sploh te domače tekme, da sedaj imamo Švedsko, Švico, da dobro, štartamo v ta ciklus, te kvalifikacije in ja, kaj bo sama grupa prinesla, bomo videli. Menite, da bojo kakšne spremembe v prvi postavi oziroma v postavitvi ali se boste držali preverjenega recepta? Pa mislim, da je to bolj vprašanje za selektorja. Vsekakor je toliko malo časa, da nekaj novega skoraj težko sedaj uvedemo. Mislim, da se s fanti že toliko dobro poznamo, da smo že toliko let skupaj, da tudi sam selektor točno ve, kaj od koga pričakovati. Je res, da se nekaj igralcev menja, da smo v različnih formah, da smo tudi konec koncev ponekod so se komaj začela prvenstva in ja, bo v teh 3-4 treningih bo treba, se povezati in čim bolje odigrati. Stožice bojo razprodane, obeta se vrhunsko vzdušje. Ja, verjamem, da tudi sami nasprotniki so toliko atraktivni, da vemo, za kakšne igralce gre pri Švedski. Ampak ja, konec koncev smo mi tisti, ki smo vse to sprovocirali s temi rezultati, da vsako domačo tekmo, da nas spodbujajo, da je stadion vsako tekmo poln in ja, takšne tekme je najlepša igra. Še besedo ali dve o Švedih. Vemo, da imajo kar zvezdniško napadalno zasedbo, mislim, da 270 milijonov za 3 igralce. Kako se recimo prilagoditi pa spopasti s temi velikani? Pa ja, je res, tudi oni so, igralci so od spredaj, ki so tudi sedaj menjali klube in mogoče niso v tistem najvišjem možnem nivoju, ko so bili, tudi lansko sezono, ampak vseeno so to igralci, na katere moraš v vsakem momentu paziti ampak smo to pokazali tudi na samem evropskem prvenstvu proti Angležem, proti Portugalcem, ko igramo, da lahko tudi z njimi, z neko, tranzicijo po odvzeti žogi, tudi smo mi nevarni in mislim, da tudi to tekmo tako. Kaj pa tista pregovorna, da Slovencem proti severnjakom, Skandinavcem nekako ne gre na igriščih, tudi proti Švedski, zdaj 2 poraza, 2 neodločena izida, na zmago še čakate. Kaj storiti, da se to spremeni v Stožicah? Ja, vsaki niz se enkrat konča in upam, da se bo tudi ta njihov niz končal ta petek. Tako kot Žana bom tudi vas prosil najprej uvodoma za komentar skupine B. Zelo kvalitetna skupina. Zavedamo se, da ima vsaka ekipa ogromno kakovosti. Mi pa se zavedamo tudi, kako kvaliteto imamo v naši ekipi. Ne bomo smeli odstopati od nekih principov, ki so slovensko reprezentanco vodili na velika tekmovanja. Zavedamo se, kakšen način igre je to in poskušali se bomo držati plana, ki ga bomo imeli za določeno tekmo in iti vsako tekmo na zmago. Stožice bodo razprodane, kakšno sporočilo za navijače? Ja, končno bom spet se bo lepo vrniti v Stožice, da bojo polne. Mi bomo naredili maksimum, dali vse od sebe, da jim bomo povrnili z nekim pozitivnim rezultatom. Kako pomembno je dobro štartati v te kvalifikacije? Tekem res ne bo veliko, pa neposredno se uvrsti samo en. Ja, tako ste rekli, tekem ni veliko, nekih spodrsljajev si enostavno ne smemo privoščiti. Vemo pa, koliko pomeni ta prva tekma za samozavest in potem je tudi za naprej nekako lažje, si bolj razbremenjen v naslednjih tekmah in je zelo pomembna ta prva tekma. Gremo na mundial? Ja, tako je rekel že prej moj bivši kapetan. Vse bomo naredili za to, da se tja uvrstimo. Potrebovali bomo celo Slovenijo, da stoji z nami in če bomo skupaj tako znamo biti, mislim, da ni vprašanje to.